Tako, nahajamo se na centralni čistilni napravi in okoli tega je mnogo govora. Na eni strani tvoj kolega Kalhbrenner, če ga tako imenujemo, plus neka misel, saj ne smrdi zrak samo od perutnina, ampak od čistilne naprave, ki jo je, oprostite, kar grdi besedi, čelan zajebo. Kaj na tem? Ja, torej, želel bi si, da bi vse Ptujčanke in Ptujčani prišli na izlet, da jim tukaj pokažemo, kakšno tehnologijo smo uspeli in pripeljati v slovenski prostor in kako ta čistilna naprava res zelo dobro dela. Če se izrazim s prispodobo avtomobilov, z avtomobilom se vi lahko peljete iz točke A v točko B, lahko imate starega Fičota, Spačka, lahko imate pa najnovejšega Porschea ali Mercedesa. In torej, ta čistilna naprava ima vgrajeno tehnologijo v kakovosti Mercedesa. In kot lahko vidite tukaj, je čisto vsak element, ki ga imamo na tej čistilni napravi, se kontrolira 24 ur na dan. V tej kontrolni in nadzorni sobi torej sedijo ljudje, ki 24 ur na dan nenehno skrbijo za to, da mi, občani in občanke, lahko mirno spimo in da imamo res izjemno dobro očiščeno našo odpadno vodo, kar bomo to lahko tudi videli na samem filmskem prispevku. Finančna sredstva, ki so bila za to potrebna, torej to je bilo 34 milijonov evrov evropskega denarja, povezanih je bilo 7 občin in zgradili smo 4 male čistilne naprave, rekonstruirali to veliko čistilno napravo in ob tem zgradili še preko 60 km kanalizacijskega omrežja. Drage občanke in občani, vem, da vsega kanalizacijskega omrežja nismo takrat zgradili, zato torej imamo pripravljene v tem trenutku projekte, ki vam jih želim predstaviti, in sicer tukaj je celotno omrežje kanalizacijsko v naši občini in seveda vse tiste modre, torej rdeče črte predstavljajo že priklopljeno omrežje, vse te modre črte pa predstavljajo te 3 projekte, ki jih imamo, za katere že imamo torej pridobljena evropska sredstva, torej to gre za drugo fazo podtalnice, kjer vidite, da se bo gradilo 32 km kanalizacije, potem imamo Sodince Suha Veja, projekt prav tako pripravljen in financiran iz evropskih sredstev in seveda kanalizacija Grajena je tudi tukaj projekt pripravljen in torej v naslednjih 4 letih bodo torej Sodince Suha Veja, Turnihče, torej celotni del Kicarja, Belovleka in tako dalje zgrajen, prav tako Grajena. In verjamem, da bomo tudi v teh razpršenih predelih, kjer ni možno graditi kanalizacije, ker ta zadeva ni sofinancirana iz evropskih sredstev, tam bomo pa zgradili mrežo malih čistilnih naprav, kjer bomo povezali posamezne individualne hiše, naredili razvode in ponudili bomo ta model občankam in občanom, kjer bo komunalno podjetje Ptuj to zadevo zgradilo, to zadevo upravljalo in tako kot vsi tisti, ki imamo že sedaj kanalizacijo, vsaki mesec plačujemo položnice, tako bodo jutri občanke in občani tudi za to izgrajeno omrežje že dobivali položnice. Pa še ena pomembno sporočilo, ki bi ga želel dati občankam in občanom. Torej, okolje je nekaj brez česar, torej brez pitne vode, brez svežega zraka in rodovitne zemlje nam ne pomagajo nobeni milijoni, nobeno zlato, nobeno srebro, nobene delnice, če nimamo kaj za popiti, kaj pojesti in če ne moremo dihati zraka. Zato torej predlagam, da bomo tako v individualnih naseljih, kakor tudi v blokovskih naseljih vgradili tehnologijo za zbiranje deževnice. In deževnico potem napeljemo, torej v blokovskih naseljih in v individualnih grajah peljemo to deževnico v pralne stroje in v stranišča.
In ta sistem, ne, pokrije okrog 70% potreb pitne vode in torej si lahko predstavljate, da od 100 litrov pitne vode jih 70 litrov uničimo z pralnim praškom in z fekalijami. Zakaj ne bi za to zadevo seveda uporabljali deževnico in našo pitno vodo čuvajmo? Napoved seveda je, da 3. svetovna vojna, če bo zaradi vode, ker vode primanjkuje po celem kontinentu. In to rešitev mi imamo tako, še enkrat ponavljam, za blokovska naselja, kot tudi za individualne hiše. Zdaj pa vprašanja, če nekdo reče, mislim, tako seveda moramo biti tudi čist aktualno, kaj se potem pogovarjajo ljudje. Zdaj to čelan samo nekaj obljublja, zakaj tega že zdavnaj ni, potem govorijo drugo, ne smrdi samo perutnina, smrdi ta super čelanova čistilna naprava, kak je na stvari s tem? Kar se tiče čistilne naprave, zagotovo so se emisije smradu izpred tem, prednji smo mi rekonstruirali to čistilno napravo, znatno znižale. Torej, čistilna naprava z kakšnim ekstremnimi vonjavami seveda nima kaj dosti opraviti. Problem, ki ga imamo v tem trenutku, je torej sušilna linija, za kar pa že imamo tehnološke postopke pripravljene in bomo blato iz čistilne naprave uporabili tako, da bomo z njim torej delali oglje in to oglje potem uporabljali za ogrevanje tega celotnega sistema. Torej, obnovljivi vir energije je to blato. Švicarji, ki so načrtovali to tehnologijo, so jo načrtovali drugače, ne najbolj posrečeno, in to rešitev, ki jo imamo mi, ki je sedaj že patentirana, torej v Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj smo razvili to novo tehnologijo in imamo za to patent in prepričan sem, da bo ta tehnologija stala ne samo na našem dvorišču, ampak ta tehnologija bo stala praktično na vseh centralnih čistilnih napravah doma in v tujini. In s tem bomo seveda tudi komunalnemu podjetju omogočili zaslužke na domačem in tujem trgu izven položnic in s tem, ko podjetje lahko zasluži na trgu, lahko ponudi občankam in občanom bolj kakovostno storitev za nižjo ceno. To je pa naš interes.